Veste, vi ste tukaj živite čist nasprot tega, kjer zajemajo vodo. Ja, jaz sem zdaj tle, bi rekla, enih 300 metrov proč, se pa vidi iz hiše dol vse, kaj se dogaja. Kadar je pa malo bolj, bi rekla, v nevarnosti, pa pretečemo dol, se rabi kaj, se nismo, tudi recimo glede doma, če rabi kakšen kaj, da se odpre dom, da se nudi za evakuacijo, to se pa pripravljena skozi. Ampak zdaj pa, kakor kaže, dim je že tukaj, ogenj je menda zelo blizu. Ja, kakor pravijo, je pod vasjo Temnica ogenj, sicer ne vemo točno, kje je. Bili smo tudi seznanjeni, slučajno, če pride ogenj v vas, kako naj ukrepamo brez nobene panike. Ženske noter, moški pa po vodovodu posek gozda, da ne bi prišel ogenj v vas. Mislite, da se lahko zgodi, da pride do sem? Ja, ker smo bili opozorjeni, da se približuje ogenj vasi. Ste pripravljeni, da boste šli, če bo treba? Kako to mislite? Če bo evakuacija? Ne, bomo riskirali z vsemi silami na bilo kakšen način, da se nekako ohrani to pač, kar je, ne. Zdaj, če nas bojo pa pregnali višje sile, recimo policija ali pa ne vem kaj, pa smo pa mogli umakniti, ne. Glede na to, ker imam precej živali pa ne moreš premikati, posebno perutnine, ne. Tu pa moraš nekako zaščititi za vsako ceno. Koliko živali pa imate? Ja, jih je nekaj 40 komadov pasemske perutnine, gosi, račke, maransi in tako, prepeličke. Tu je neka dopolnilna dejavnost tle za ta kraj. S tem, da glih, zato ker sem toliko aktivna, sem dobila naziv koordinator vasi, pa častni član. Zato še toliko bolj nekako sočustvujemo pomagati. Saj so res katastrofalno razmere, no. Kaj pa je to, kar lahko trenutno naredite, kako pomagate ta trenutek? Ja, trenutno zdaj je recimo ta oskrba, recimo, kar lahko pomagamo gasilcem z kakšno hrano ali pijačo, ker to je vse pregorjeno, bi rekli, od požara, recimo, če kakšen mora rata slabo ali pa kaj takega, ne. Tu lahko, trenutno, ki več pa ne moremo. Če bo pa potreba, bomo pa primni tudi za kaj. Kakšne pripomočke za gašenje. Tako je. Ste kaj slišali, je bilo kaj ranjenih, kakšne poškodbe? Zdaj zaenkrat, da bi vedeli, ne. Je pa stvar zelo resna, ne. Jaz sem rekla, ker je pogorišča na Krasu, smo pa res stepeni. Štajerska Bistrica, mi pa z ognjem. Se pa obdobje ponavlja vsakih 7 let. Samo taka katastrofa, kot je pa zdaj, pa še ni bilo. Hudega požara ni? Ne. Jaz, kar se spomnim, ni bilo še tako, odkar sem tukaj. Pa vi ste skozi tukaj, ali? Jaz sem prišla sem na domačijo po očetu, sem pa od leta 94 tle. Drugače sem bila pa pri morju. Potem niste prav vajeni takih požarov? Ne, mi tle smo vajeni, ja. Je pa bolj ta oskrba, recimo, če kakšen rabi vodo ali pa kaj takega, da se hitro ukrepa, ne. Tako. Koliko pa danes kaj črpajo tukaj vodo? Ja, zjutraj je bilo zajetje tle 4 helikopterji, zdaj smo jih pa še v en drugi bazen preusmerili, gor na črpališče, na vodovodu. Potem že od zjutraj dogaja? Ja, od 6:30. Ja, saj smo skozi pripravljenosti po noči, po dnevi, niti ne spimo več. Kaj bo, da ne pride ogenj dol, ne. To se skozi spremlja te podatke, od kod gre ogenj, kaj je, kaj ni, kaj ni.